Živijo. Sem Matej Cepin in poslušate 56. epizodo podcasta Goreči grm. Moj tokratni gost je Boštjan Koprivec, mož, oče 5 otrok, direktor občinske uprave na Vrhniki in stalni diakon v cerkvi. Verjetno se strinjate, da gre za zanimive reference, vendar pa ga v podcast nisem povabil zaradi teh referenc. Za vabilo sem imel 2 druga razloga. Prvič, Boštjana vidim kot človeka, ki se zelo veliko pogovarja z Bogom, še posebej ob pomembnih življenjskih prelomnicah in odločitvah. Njegovi pogovori z Bogom so zelo pristni in recimo temu realistični. Drugi razlog pa je ta, da se jaz, tako pa pravi tudi več drugih ljudi, ob pogovoru z Boštjanom počutim nekako napolnjenega. Na nek način čutim, da je prav poln pravega duha in če v pogovoru del tega prenese tudi name, je to prav dober občutek. Skozi pogovor pa sem prejel še eno večje spoznanje, globlje spoznanje. Namreč, da Boštjanove življenjske odločitve niso plod njegovega premisleka o tem, kje bi se rad angažiral v prihodnosti, ampak so plod njegovega preprostega stavka "tukaj sem". Zato sem to epizodo tudi naslovil z verjetno najkrajšim naslovom. Stavek "tukaj sem", ki ga je Boštjan skozi epizodo večkrat izrekel, je res eden najkrajših stavkov. A to, da ga izrečeš, terja veliko poguma in pripravljenosti. Poslušajte do konca in boste razumeli, o čem govorim. Sicer pa je epizoda kar skozi celotno trajanje prepredena s konkretnimi zgodbami o raznih gorečih grmih, za katere ima moj tokratni gost res dobro našiljena ušesa in jih potem veliko tudi sliši. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Boštjan, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala za povabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalcem. Navdihnil me je Perko, ki je enkrat rekel, da ta prav desc rab na 3 nogah svoj stol utemeljiti, ali pa vsaj na 2 je rekel, no. Se pravi družina, služba pa družba, neka skupnost. Vsaj na 2 je že fino, da si, idealno na vseh 3. Pa sem pol to malo za kristjane priredil, cerkev, civilna sfera pa družina recimo. In sam se kar trudim biti aktiven na vseh teh 3, in kot nevladnik v civilni sferi, v cerkvi kot kristjana, pa v družini kot oče. In ko sem razmišljal o naju, si ti tudi na vseh teh 3 ful aktiven, ampak tako na en zelo drugačen način. Se mi zdi, da imaš na vseh teh 3 področjih tako funkcija. V družini sva oba približno isto, v družbi si vodja občinske uprave, kar je napram enemu nevladniku zelo drugačna, bolj trdna, urejena, prepoznavna funkcija. V cerkvi si pa stalni diakon, se pravi, niti nisi več laik, ampak celo klerik, tako da je to tudi ena taka prepoznavna funkcija. Zdaj, kako ti to doživljaš, ta 3 področja pri tebi, pa te tvoje vloge? Hvala, če me prepoznaš kot aktivnega. Jaz za sebe nisem nekaj tako, da bi bil nek aktivist, no? Nimam tako neke zelje, zdaj pa hočem neki biti aktiven, tako, ker sem po naravi, tako se mi zdi kar len. Bi raj večkrat rečem doma fuzbal gledal, ali pa se z otroki malo preganjal, kad pa se s kakšnimi drugimi stvarmi ukvarjal, ampak se mi zdi, da mene ta aktivnost, ki je, ni se pravi, ne izhaja toliko iz mene, no, ali pa iz nekih mojih ambicij, no, ampak se mi zdi, da sem bil vse te vloge nekako povabljen, poklican in sem se pač na vse te vloge tudi odzval. No, tako. Kako pa te klice dojemaš kot, da so to bili ljudje, ali prav Bog, ali kako? To je zdaj pač različna, področja so različne tudi te klici. Takole bom rekel, mislim na vseh teh področjih, družina tudi seveda, ampak predvsem v tej civilni družbi ali pa recimo občina, ker jaz to gledam to zelo tako, da je skupnostno, da tudi vlagam v skupnost. Sem tako zelo hvaležen, velikokrat se zahvaljujem, da sem blagoslovljen, s tem, da dejansko delam za skupnost, za ljudi in tudi sebe doživljam tam kot tako, da sem tam za ljudi. Ne oni zaradi mene, ampak jaz zaradi njih. Da ima tvoje delo smisel, v bistvu, da služiš s tem, Tako. Meni je to recimo plača čist drugotnega pomena. Če me bi zdaj nekdo vprašal, kjer plačni razred si, koliko dobiš,
bi rekel prosti, ampak res ne vem, ker mi to ni v prvem planu. No. Ja, očitno dobiš dovolj, da preživiš in pol ti to ni nujno, da veš. Ne? No, to imaš prav, to je sigurno. No. Ampak tudi v cerkvi, no, to pomeni kot stalni diakon, pa že preden sem pač bil posvečen, ne, sem kar bil precej aktiven, no, na različnih pač področjih, tudi v cerkvi. Nič od tega, no. To moram na začetku poudariti, no, pa tudi če bi skozi samo o tem govoril, se mi zdi, da bi bilo vseeno premalo poudarjeno. Gre v bistvu največja zasluga moje ženi. No. Jaz brez žene ne bi mogel nič početi, niti brez njenega blagoslova. Ne nič v tem smislu, ampak toliko enega žrtvovanja, ne, ki v bistvu z njene strani, je potrebnih, da lahko sem jaz aktiven na drugih področjih. Ne. Tako da jaz, se pravim, sem mi blazno hvaležen, no, da dejansko držijo vse vogale praktično hiše, zato da lahko nekaj dobrega narediva ali pa naredim tudi v skupnosti, ali naj bo to občinski ali pa cerkveni. No. Glih, ko si omenil ženo Kristino, sem razmišljal, zakaj si jo omenil. Najbolj sem razumel to, da si veliko odsoten, ali kaj? Tako, v glavnem je to. No, se pravim, če bom imela priložnost govoriti tudi o klicu za diakonat, bom mogoče tam malo bolj natančno pač opisal tudi to zgodbo, no, ker je pač res lepa. Ampak dejstvo je, no, da brez nje, a ne brez njene pač podpore, ne bi mogel nikjer delovati, ker je ona ne tista, ki bi me porivala ven, ker se pač ženska narava je, da hoče imeti za sebe, pa dajmo biti skupaj v brlogu, ampak razume potrebe ljudi, potrebe občestva in vidi očitno v meni tudi nekoga, ki lahko na te potrebe odgovori. Neke darove in me pač spodbuja, oziroma bom tako rekel, me ne ovira na tej poti. Če greva mogoče zdaj počasi kar na eno od teh 3 vlog, katero bi najprej odprla. Ja, najprej se je začel z družino. No. Če bi jaz s tem začel, ker mene ta oddaja, kakor sem uspel poslušati podcaste v avtu, ker drugače sem malo omejen s časom in Bogu hvala, Kristina posluša in mi pol da kakšno povzetek. Ali pa reče, to pa moraš poslušati. Tako da je pač družina tista, no, ki se je začel in hočem to reči, no, ta podcast ima tak fantastičen imet, kot da res kapo dol za ta navdih, no, ker moj goreči, jaz mislim, cel zgodba, no, tudi z mojo družino, ali pa s tem se je v bistvu začela z enim mojim prvim gorečim grmom. Tako, no. Vidim, da si zelo dober dojel poanto tega podcasta. Jaz očitno sem zelo tak človek besede, no, je bil ob prebiranju ene knjige. Ni bilo to Božja beseda, pa svetopismo, ki je bilo od Raymonda Moodyja Življenje po življenju. V enem trenutku, ko sem jaz tisto knjigo pač bral, ne vem, po moje že na 3/4 tistega, kar sem preberal, sem jaz v enem momentu, to, kar pač vsakmu želim in prvoščam, da bi se mu to zgodilo, da bi to začutil, in sicer to, da tako v globini svoje duše, v globini svojega srca sem začutil prvič, da Bog je, da res je, da obstaja. Drugič, da je to moj ljubljeni oče in tretjič, da sem jaz njegov ljubljeni sin. Da me ima neizmerno rad. In to spoznanje je bilo res tako goreči grm, s katerim se je potem dejansko se mi zdi vse začelo. No. Ker v tistem trenutku se mi zdi, da sem bil jaz... Ja, koliko si bil star, kakšen si bil prej? Ja, se mi zdi, da sem bil prej dosti introvertiran. Takrat sem bil star 16-17 let in predtem sem bil dosti zaprt, sam vase pač, tako, nisem bil tako, sem bil v družbi, ampak nisem pa nekih štosov pokal, tako kot sem jih potem začel. In se pravim, predtem, potem je bilo pa tako, k noč pa dano, res. Tudi pol pri skavtih, se je to še malo bolj razplamtelo, se je ta moj dar, kako bi rekel, šaljivosti, razigranosti in tako naprej še bolj širil, tako da, ampak s tem se je začelo. To jaz vidim kot tisti ultimativen začetek, vstopna vrata, goreč grm. Ampak to predtem si bil nek tradicionalen katoličan. Bil sem ministrant, ja. Tudi, ampak in tradicionalen katoličan, ampak več kot to ne. To je treba vedeti, torej, pol sem šel šele k skautom in tako naprej, ampak več kot to ne, tradicionalen. Aha, skavče nisi bil pri 17. Ne. Mislim, takrat sem pol pustil, ampak en let predtem sem pa to prebral. Ampak
to, pač mene je držal tako, se pravi, sem bil ministrant, pa bravc beril, pa delilcev obhajila, pa tako naprej, ampak nime pa nikoli tako, nisem nikoli v tej formi, v katerikoli sem pač bil, ali pa delal, ali kakorkoli bil aktiven, nisem nikoli začutil tega božjega dotika, tako kot sem ga takrat. Ja. In to je bilo v bistvu tista razlika, ki je mene spremenila. No. Jaz sem bil tistega trenutka naprej drugačen in bil sem spremenjen. In to pravim vsakmu res iz dna svojega srca prvoščam to, da bi to začutil. Ker tega ne moreš ustvariti sam, ne? To je dar. Ne. To je dar. In dejansko nekateri ljudje, tudi te vse funkcije, ki si jih prej govoril, bravci beril in podobno, opravljajo še veliko dlje ali pa celo življenje, ne, da bi se sploh ukvarjali s temi božjimi dotiki ali pa z gorečimi grmi. Ne? In mi pol tako na misel hod, kaj jih žene? To, da jim ljudje pač rečejo, hvala, ali kaj, ne? Če tega ne delaš iz tega dotika. V eno stvar sem 100% prepričan. In to je, da Gospod želi bolj povedati meni, koliko me ima rad, kolikor sem jaz to, željan slišati. In ima bolj hrepenenje po tem, da mi pove, kaj želi z mano, kolikor sem jaz pripravljen to slišati in to izpolnjevati. In če si vzamemo, enkrat če bi si vzeli čas in premišljevali Božjo besedo, sem 100%, da v enem trenutku se bo ta dotik zgodil. Ali bo to takrat, kaj jih pa do takrat žene, pa ne vem, ampak sej že lepo katekizem prav, da je bolj neka hlapčevska ljubezen, dokler ne pride do te sinovske. Ker tudi ta je potrebna, da potem pride do sinovske. Prav ta termina sta hlapčevska pa sinovska. Ja, to je malo podoben tako kot tu, ne? Niste več služabniki. Tako? Ja, zdaj vas imenujem za prijatelje. Ja. Tako. Ker veš, tudi tale odlomek je meni bil eden prvih, s katerimi sem začutil ta goreči grm. Tako da je očitno ta transformacija iz nečesa služabniškega v nekaj ljubečega očitno pogosta. Se mogoče, če potem se še dotakne. Meni je Božja beseda je živa, tako. Je živa, je aktivna in dela in deluje. Če se jaz, ko se srečam z njo v miru in v tišini, se bo zgodilo, se bo zgodilo. Ne nujno takrat, ko jaz to pričakujem, želim ali kakorkoli, ampak v nekem trenutku se bo zgodila. In družina moja, ključna moment tega mojega gorečega grma je bila moja razpoložljivost. Od tistega trenutka naprej sem rekel, tukaj sem, tvoj otrok sem, in vem, da bom najbolj srečen, če bom izpolnjeval to, kar ti pričakuješ od mene. In kljub temu, da sva bila s Kristino v zvezi, sva bila celo že zaročena. Pri 17. Pri 17 sva začela, potem sva se pa čez 3 leta, torej pri 20 zaročila, leta 97. Ampak mene je še zmeraj, pol nisem bil, jaz sem pol začel sem padel v neke dvome, je res to, kar Gospod pričakuje od mene, da se poročim. In je bila zadeva tako daleč, da so potem leta 99 rekla, zdaj pa dosta te muke v narekovajih, nekaj je treba narediti, ali se bom poročil, ali bom šel samski, ali bom duhovni, karkoli, pač nekaj je treba. In sem šel na drugi teden ignacijanskih duhovnih vaj, kjer sem pač o preberanju, jaz sem imel take blazne ideje, kako se mi bo Gospod prikazal. Rekel, to naredite, jaz bi, v redu. Pak ni bilo nikoli, dal celo tako zaročni prstan tam na križ in rekel, zjutraj, ko se bom zbudil, če se bo znajdel na moje. Ti si kar mal režiser bil. Tako je. Mislim, se mi zdi, pač moj odnos z Bogom je tak, živ. Bo tudi jaz dajem sugestija, nisem sam jaz tisti, ki bom čakal. Nisi več služabnik, si prijatelj. Prijatelj se več čakam. To je dvosmerno. Dejva se malo pogovarjata. Na pivo. Ja, recimo, meni se. V glavi, in se spomnim pač tega jutra, ko sem to naredil, pa ni bilo in potem je bil zunaj, slišan še, ko je začel neki ropot, to je bilo 19. decembra leta 99 in je prav ogromen snega zapadel. To vem, da poslušalcem ne pomeni, meni pa ogromno, ker že od majhnih lok je meni to padanje snega ali pa sneg
pomeni nek blagoslov. No, neka radost. Neka radost, pa ne sam, pa če sem imel par takih momentov, očitno tudi, ki mi je tako res nekaj lepega, no. Za razliko od večine odraslih, je meni sneg super. In zame je, ko začnejo postaviti tiste palce, a ne ob rob ceste, to je zame kanov leta, ne. Juhu, sneg bo. V glavnem je pa zapadel snega, sestre so tam ti skidale in sem bil pravim slabe vole, nad se ni zgodil. Dobro, če probam skrajšati, no. Šel sem še k Maši, no, in bral berilo Ahaza, češ, a ne, in je bilo tam, a ne, tisto znamenje, a ne, izvoli si znamenje, kjerokoli znamenje in jaz ti ga bom pač dal, a ne. In pol je Ahaz rekel, ne bom skušal Gospoda svojega Boga. Se rekel, evo me Ahaz, kakšen sem, a ne, kaj delam, a ne. Ampak v bistvu je tako, je bil obrat, a ne, on je to v bistvu zaradi trdosrčnosti, napuha in te stvari, ta stavek izrekel. Dejansko je pa rekel, no, zaradi tega ti bom pa jaz dal znamenje. In sicer devica, ne, bo spočela in rodila sina in tako naprej, ta obljuba, ne. Tako neki eksegeti pravijo, ne, da medtem, ko je Marija brala ta odlomek, a ne, ravno te besede, da je v tistem trenutku prišel angel in jo oznanil. To je tako, to pač, zato je tudi, ne vem, kaj vidite, kaj je kakšna slika ali pa freska ali pa vitraž o angelovem oznanjenju, je Marija, ki ima odprto Sveto pismo, ker naj bi ob tem stavku se to doživeli. No in zanimivo mi je bilo, ker to je bilo zadnji dan, predtem sem jaz že naredil pluse, minuse, ignacijansko, ne ugotovil, da je bolj pravilno, da se poročim, ampak sem vseeno prosil za neko znamenje, za štempelj. Neko potrditev. In grem enkrat čez vse odlomke, ki sem jih preberal v tistem tednu, in ob odlomku, ki sem ga že prebral, ne, pa me takrat ni nič nagovoril, ko sem prebral odlomek o sleporojenemu. Zanimivo je bilo, ker sem jaz prišel tja na duhovne vaje točno s tem namenom, jaz sem slep, ne vidim, kam me Gospod kliče, ne vem, kaj je, tako, pač komunikacija je bila taka, slep sem, ne vidim, odprimi oči in tako naprej. In ko sem prebral ta odlomek, je bilo pač o sleporojenemu, Bartimaj, in ko mu pač namaže z blatom Jezus oči, mu reče, pojdi in se umij v vodnjaku Silova. In tam piše, kar v prevodu pomeni poslani. In meni takrat, da bi mi ti zdaj rekel, začutam ta notranji glas, Kristina je tvoja Silova. Torej, Kristina je tebi poslana, da ti bo odprla oči. In v tistem trenutku sem vstopil v zakon, z veseljem in tako, jaz sem se hotel pol naslednji mesec poročiti. Ja, in tako, polka veš. Ker sem začutil, to je Božja volja, ker res to je tak dotik, eden od gorečih grmov, ker mi je bilo rečeno, evo, poslan si Kristini, Kristina k tebi, a ne z njo si boš umil oči. Tako, to mi je bilo, Kristina je tvoja Silova, res, da bi mi ti rekel. In ta, kako bi rekel, da greš s takim žarom v zakon, in takim blagoslovom, ki čutiš, Bog me blagoslavlja, Bog je z nama, Bog skrbi za naju, čist neka druga dimenzija, Se mi zdi, da je to dar gorečih grmov, da ta mir potem, ker vsaka odločitev je tveganje. V vsaki odločitvi ti eno pot opustiš in v sodobni z mobilnimi telefoni prepredenih generacijah prav govorijo o FOMO, fear of missing out. Strah pred tem, da boš izpadel, da boš pač, da te ne bo, da boš pač zamudil stvari. In je najtežje odmetavati, se pravi, imaš 5 poti, če hočeš na eno stopiti, moraš 4 odvršiti. Lepa in močna stvar, močen dar takih gorečih grmov je to, da ti ni čisto težko v njih 4 odvršiti, se mi zdi. Ja, res je. To, ker ta mira, ki pride, tako kot si omenil. No. Po en stran mir, po drugi stran pa ta veselje, to je pola, ki me je prav kot, jaz sem bil čisto drugačen spet, me je pač prežarel, me je res naredil spet drugačnega in pol je to neka gotovost, tudi za ženo, mislim, za takrat za ročenko, za Kristino je bilo to čisto, hvala Bogu, da je pač prišlo, ker zanimivo je bilo tudi, ona je pa par mesecev pred tem, je pa, ko je bila enkrat pri Maši, je bilo berilo o Abraham Izak, je pa njo nagovoril in to je ta lepota Boga, ki bom pa pol tudi pred diakonatom mogoče, in tudi tukaj je bilo identično. Ko je bilo vprašanje, ko je bilo, mislim, debat Abraham Izaka, žrtvovanje Izaka, je ona začutila v sebi, ali mi ga daš, a mi daš Boštjana. In potem je ona pač rekla, naredi z njim,
pač kar hočeš. Je bilo težko, ker sva bila para, že v bistvu 7 let, mislim, lep odnos imela, lepo se razumela, nič ni bilo narobe. Samo pač ta dilema, ampak kako zdaj, danes, ki gledam, je Bog oboje združil. Bog je oboje združil in mi jo je dal in me je v bistvu vzel v narekovajih okler. Ampak še enkrat, jaz nikoli nisem imel neke... Zanimivo mi je, koliko noro podobnosti, ker pri meni sta bile 2 glavni stvari zelo podobni. Klic v zakon sem isto slišal kot notranji glas in še nekaj mesecev pred tem je Simona v narekovajih obupala nad mano v ravno podobnem dialogu z Bogom. V smislu, da je predala najino zvezo. Kako bi, mogoče pa to tako, da bo en nov model odkrila, jaz sem zelo rad modele, da ženske, največja skusnjava ženske je, da bi si moške v brloku vzele in jo presežejo na ta način, da moške podarijo. Največja skušnjava moških je pa, da nas bojo ženske omejevale. In je največji dar, tazga gorečega grma, to, da začutiš to ljubezen v tej poti, ki s tem, ko odvržeš vse ostale poti stran. To je dobro, podpišem se. Na podlagi vzorca N je enako 2, statistično to deluje v vseh primerih. Res je, top. Ne, pa saj mogoče je še kakšen oziroma, če je model mogoče. Ne, ampak veš, to so malo te spolne vloge, no? Ne, nekaj je pač ta spolne... A ti nisi čutil nikoli, tale zakon sej ful dober, ampak mal me lahko meji, nekaj bo treba odvršiti iz sebe, preden si imel ta klic. Pišu kaj, jaz... Ker jaz sem, preden sem imel ta klic, to čutil. Aha, okej. Potem pa, ko je pa bila potrditev, pa prav nič več. In tudi zdaj se mi kaže, da je bila to najboljša odločitev v mojem življenju. Ne? Se pravi, da me je nadgradil, ne odvrgal. Jaz ko bom rekel, moja je samo ena temeljna odločitev, ki se je zgodila že takrat, ko sem rekel, oziroma pol to malo rastel, ampak temeljna odločitev moja je, da želim v vsem izpolniti Božjo voljo. Vse ostalo je ali moje. Se pravi, si čakal znamenje in kar bo, si imel toliko veliko zaupanja v Boga. Tako. Ti dejansko po tistem 17-letniku Boštjanu nisi nikoli več pomislil, da ti Bog ne bi želel najboljšega. Ne, nikoli. Od takrat naprej. Ja. Od takrat naprej pač tako dojemam stvari, in se sej ne vem, zakaj smo drugi to čutili, ampak v smislu čutiš, da sej ne, da bi ti Bog kaj slabega hotel, ampak da ga mogoče ti nisi dobro razumel, pa da pač zato ne bo se dobro iztekal, če boš kar šel v to, pa tako ne. Takrat je bilo res toliko močno, to hočem reči. Takrat je bil tist občut, oziroma to doživljanje toliko močno, da to je tako, kot pri krstu Jezusovu, ali pa pri vsakmu, ki je bil krčen, pač kar so videli svetniki, torej se nebo odpre in se zasliši glas, ti si moj ljubljeni sin, da teboj imam veselje. Je bil kot en tak drugi krst, ne? Ja, tako je. Jaz to takrat nimam več dvomov. Se kregam z Bogom, ne bom rekel, mi domova tako zelo direkta, da ne v smislu, kaj mečkaša, tole pa tole spošli v to, ali pa se dogajajo kakšne stvari, pišu kaj neugodne, pa se s kom si mal na bojni nogi, ali pa kakorkoli, pač različne stvari se zgodijo pač v življenju in se zdi, da malo odlaša, ampak zdaj nikoli pa v temu duhu, da bi dvomil v to, da se bo za dobro izteklo. Zato tudi nisem imel nikoli pa neke ambicije, a veš, zdaj tole bom pa tretj. Ne, jaz sem tukaj, tebi na razpolago, kamorkoli me boš poslal, tja bom šel. In tudi potem recimo, zanimiva je pol tudi zgodba, ki v povezavi s tem se lepo nadgrajuje. Torej tudi moja to aktivnost v družbi. Saj se mi zdi, da je čas, da greva kar na to, ja. Ampak to steče zaradi tega, ker ko sem jaz to zgodbo nisem vedel, kaj bom delal v življenju. Pač jaz sem komunikolog po profesorju, torej tržno komuniciranje. Ker tukaj se pač neke stvari, ali v medijih so se odpirale v agencije, pač nisem imel nekih, tako da bi rekel, tukaj se pa vidim. Zato tukaj jaz sem ti že enkrat razlagal, da zavidam tistim, ki mi je pa že položeno, a ne v srce. Jaz sem pač tukaj sem in evo tvoj sem.
En moj pa v DNK položeno, ne? Ravno včeraj sva s Kristino debatirala o eni njeni frizerki, ki je bila odličnakinja v osnovni šoli, ampak je imela željo biti frizerka in je zdaj vrhunska frizerka. Šla bi lahko na Bežigrad, ne vem kam vse, ampak v njej je bila ta želja po temu in evo, je super. Ne? Jaz nisem imel neke vizije in to je, ko me nekdo tudi vpraša, ali glede službe, ali glede stalnega diakonata, jaz nimam vizije. Verjamem, da jo ima nekdo drug za mene. Jaz sem samo tam eno orodje, en kramp ali pa kaj zdaj v Gospodovih rokah in kjer me bo rabo, tja me naj pošle. Tukaj sem, evo, kjerkoli me boš uporabil. No, in ko jaz razlagam to zgodbo o kako v tem drugem tednu ignacijanske, pa kaj se mi je zgodil, eni kolegici, ona malo razmišlja, nisem vedel pač, da so jo dotaknili in je šla tudi v tišino, da je razmišljala. Tam jo je pa gospod poklical v redovništvo. Delala je pa na občini in je potem pač sta z takratnim županom, Dragotom Stanovnikom debatirala pač in prišla do tega, da bi bil pa mogoče jaz pa tak primeren, da nadomestim njo. In je potem prišla in rekla, lej, veš. Se pravi, si službo zrihtal s tem, da si pričeval, ne? S tem, ko si pričeval, si eno v klošter poslal in se je sprostila mesto, da si lahko službo ustanovil. Jaz sem prepričan, da je imel to tak namen zgorej. Kar je seveda spet isto med nama, ker pri meni je bila tudi Marjeta Pijacevc, ki je rekla, kdaj boš diplomiral, jaz grem v samostan in smo razmišljali, da bi na cehu pač ti mene nadomestil, ne? Ne moreš verjeti. No, torej boš sam še en korak, ne? Da postanem diakon, misliš? Amen. Čisto vsem te tudi ne morem kopirati. Tako da to mi je. Ampak katere vloge si pol na občini? Ti si bil kaj? Najprej navaden občinski funkcionar, pa si bil vodja oddelka, pa si bil direktor javnega zavoda, zdaj si šef cele občinske uprave, a je bilo še kaj vmes? Ne, je kar to. Ampak moram pa reči, ker si prerekel trdno, v javni upravi, pa tako. To gre hitro, ne? Če se župana zamena, se bravo, točno to. In tudi, ko sem šel na ZIC, torej na zavod Ivana Cankarja. To je tako dobra zica, veš, kao Stovčki. Ja, kao Stovčki, vem, sej. To smo se dostkrat hecali z tega, ampak zavidam včasih, vsem tistim, ki so mogoče eno štengico niže, torej kot vodja oddelka. To je najboljše. Razmerje med plačo, časom in odgovornostjo je idealno. Tam je idealno. To je res, to pač taka dream job. To si tudi najdejo taki optimizatori življenja, ne? Ja, sej, res. In so pol dobri, ker znajo optimizirati tudi oddelke lahko, ne? Lej, jaz sem bil vodja oddelka, ampak potem se je pač tam pokazali, malo so prosili, da bi se prijavil tudi jaz, da bi najbrž to dobro pelal. In smo v bistvu 12 let, razen za kakšno izjemo, krasno furali. Česa? Zavoda, res. Ker javni zavod ima malo jaz zdaj malo poznam že te strukture, ker veliko delam z njimi, ampak poslušalci najbrž ne. Kaj je razlika med delati prav na občini pa na enem zavodu od občine? Kaj je slabš, kaj je boljš? Definitivno meni je bilo boljš na zavodu, enkrat bolj svobodne roke, čeprav tudi ne tok, ne? Ne, so bile kar svobodne. Mnogo predpisov, ki jih moraš upoštevati, plačna politika vnaprej zdefinirana. Pa sej to po eni strani ni tako slabo, če so neka pravila, se ti ni treba s tem toliko ukvarjati, se lahko bolj z vsebino. Pač rečeš, nisem kriv. Nisem tako, to je pač vlada. Da sprejela, kaj da jaz. Sprejel je pač bil zakon o javnih uslužbencih, kaj da jaz. Okay. Sam implementiram. Tega še nikoli nisem tako razmišljal. Jaz preveč odgovornosti hočem prevzemati. No, ampak medtem, ko je pač bolj strukturirano na občini, tudi več birokracije je, pač kaj je narava dela, v bistvu tudi taka bolj birokratska, veliko je pač sicer nekih investicij pa tega, ampak je tudi ogromno lepega, ko pogledaš nazaj neko obdobje, tole smo naredili pa tisto, pa si lahko v bistvu več takih projektov, katerih sadove vidiš, Tako, ampak je bilo na zavodu tega še več. Ja, sej to.
Tako, že To na sem občini mislil, na vidiš, zavodu, že na občini, pa una cesta, pa ta most, pa šola se rihta, pa tako. Medtem ko na zavodu je pa tega na dnevni bazi. Ja. So razstave, so prireditve, športni objekti, ogromno tega. Pa predvsem je bilo lepo, saj pač večina kolektiva smo zelo lepo sodelovali, to je bila res kot druga familija. Smo radi prišli, smo se radi imeli, še zmeraj se velikrat pač, srečamo, kakšno rečemo tako. Ne vem, taka lepa povezanost je bila med nami. 12 let je bilo tako, seveda. Koliko je bilo, recimo, če razdelimo 3 faze, zdaj, koliko let si bil najprej na občini, pol si bil 12 let na zavodu, pa zdaj je pa že koliko let od tega, kar na občini sem bil torej od leta 2001, redno zaposlen, pa do 2008. 7 let. Vmes sem bil sicer 1 leto tudi na vrhniki vodja oddelka, potem so me na vrhniki sem bil pol zavod Ivana Cankarja prevzel. Potem sem bil tam 12 let in zdaj sem v bistvu od leta 2000 pa na občini spet direktor občinske uprave. Od leta 2008 do leta 2020 sem bil na zavodu. Od 2020 do zdaj. Do 20, tako 3 leta pa zdaj kot direktor občinske uprave. In meni je to zmer tako dragoceno, te ljudje, odnosi, z nekaterimi se res fantastično ujamemo. Ampak je več, bi rekel, tam za zavod si rekel vse ful kot familija, tukaj pa tako se mi zdi, da občina ima vse malo bolj tist, da moraš z zelo raznolikimi ali kaj. Ne, to je najbrž tudi na zavodu, ne tako. Tudi na zavodu, samo narava dela je bila drugačna. Ja. Narava dela na zavodu je bila bolj operativna, torej smo bolj delali dogodke, medtem ko tukaj je bilo pa vse pač malo drugače. Je pa malo drugače, pa bolj birokratsko, ampak vse je se da delati z ljudmi. Pa tako bom rekel, tam, ko se je nek dogodek naredil, so bili vsi veseli, zadovoljni, nasmehom v očeh. Tukaj pa redko kakšen telefon, kako ste to super naredili. Kako ste pa ta pločnik dobro postavili. To si predstavljaš, da bi kdo to klical. Jaz si sploh ne. So kakšni maili tudi v to smer, hvala, da ste to uredili in tako naprej, ampak je pa 90-95% klicev pa halo, kaj pa to, kdaj bo to, pa klep pušča to tam uno, pa zakaj še ni, pa take stvari. Ampak šel si na bolj zoprno funkcijo najbrž in si tudi na to ne bi šel, v zadnjih 3 letih, tudi na to ne bi šel, če ne bi dobil štempla od Boga, ne? Ja, tako kot večino stvari, takih pomembnih odločitev. Ne bom zdaj rekel, da za vsako dnevno grem, ne vem, to kupati luno, kjer kruh, tak ali drugačen. Ampak, kar se tega tiče, pa tukaj je pa meni gospod zelo govoriti, kot sem že prej pač omenil, pri sami poklicanosti preko Božje besede, in to zelo konkretno. On je zelo konkreten, mislim, tukaj je do mene, mi je dal pač ta dar odpiranja Božje besede, da mi zelo konkretno pove, ker se pravi drugače ne vidim, sem slep. In kakšen je bil konkretno goreči grm za tole vodenje? Če ti ni težko? Ne, ni mi težko. Goreči grm, tako pač z Daniel Cukjat, župan občine Vrhnika, midva so bila sodelavca prej na zavodu Ivana Cankarja. Zelo pač se je razumela, pa tudi dobro delala, veliko enih stvari pač smo premaknili, tudi na področju športa, pa tako da se pravim, tako dobra sodelavca, tak dober tim sva bila. Potem je on bil izvoljen za župana, jaz sem pač ostal naprej pač na zavodu in potem se je sprostilo pač delovno mesto direktorja in je prosil pač, če tudi jaz kandidiram. In to se je 2-krat sprostilo. In sem pač rekel, to je malo taka smotana, kaj narečeš. Plusi, minusi, klasična ignacijanska metoda, ki je plusi, minusi in pač vedno je bilo več plusov racionalno gledano, pač na zavodu. Še enkrat dobro smo se razdelili, del sem je vrt, tak dinamičen. Več zadovoljstva prinaša. Tako, točno to. Več zadovoljstva in več tega feedbacka pozitivnega tudi. Pa plača pa tam. Tako da bi rekel zdaj, če bi vse to dal na tehtnico. In potem, ko se je bila še zadnja menjava, je še enkrat rekel, da je kandidirja, da je vloša vlogo, če ne bo pač drugih ali pa tako, pač klasičen izbor, ampak prosil me, če saj dam vlogo. Se rekel, redo bom jaz malo to premolil. In jaz sem to kar nekaj časa molil, to je bilo ravno čez novoletne počitnice iz leta 19 na leto 20. In sem rekel, po novem letu ti povem, 6. januarja, ti povem, 4. januarja imam jaz rojstni dan,
to je bila sobota. Zanimivo, 3. januarja je bilo celonočno češčenje v Belkah, kjer zdaj živimo. Ne? In sem jaz bil dežuren od polnoči do 1 in odpiram pač Božjo besedo, nič ni bilo. Ne? 20krat nič ne. Sem rekel, v redu, plusi, minusi, ostanemo pri temu, kjer smo. In sem pač bil v srcu že nekako odločen, da ostanem pač na zavodu. No, na kar se pa zgodi 4. januar, torej moj rojstni dan, kjer imamo navado, da pač odpremo malo Božjo besedo, kaj ima Bog povedati komu izmed nas. Odprem. Cel podcast že govoriš o odpiranju Božje besede, a ne? To je tako navada za vse, a veš. Grem na stranišče, malo odprem Božjo besedo. Sem v avtu, na semaforju, malo odprem Božjo besedo. Če bi jo toliko pogosto, bi bilo res krasno, ampak v takih trenutkih, no, strateških, je pa ta, torej se mi zdi, da tako kot pravim, to je njegova beseda meni, no, tako kot dobesedno vzamem to. No. Kot kovča ga imaš. Tako, evo, točno to. Njegovo pismo meni, klasika. Skratka, in potem 4. januarja odprem pač Sveto pismo. Prej sem že omenil, kako je ime županu, Danijela. In se odpre beseda iz preroka Danijel, torej 10. poglavje, kjer v bistvu zelo lepo pač reče, ki pride prerok k Danijelu, in mu reče: Danijel, mož ljubljeni, sedaj sem poslan k tebi. In to za mene ni bilo tako, kako bi rekel, neka možnost interpretacije. Aha. Ker je načeloma pri tej besedi, no, ki se mi odpre, Gospod zelo konkreten in zelo direkten. Tako da sem potem dal vlogo, pač je bil potem postopek in sem bil v tem postopku tudi pač prepoznan kot najbolj primeren kandidat in 3 leta zdaj sem že na občini. No, tako je res močni stavki. Sam, mogoče pa Bog tudi ti jih daje, zato ker ve, da jih boš resno vzel. Tako malo ne mečite bisera v svinjama, veš, če ti ne vzameš tega tako resno, bo rekel, kaj bom jaz to dajo, take močne, če mi tak ne bojo poslušali. Ja, tukaj imaš prav, to je 100%. Ti si pol ful, kar pač greš, ne, se pravi, to je bilo to, kako, dej, če analizirava tvoje čustveno doživljanje tega, ker vem, da ni glavno, ampak spremljajoče dogajanje duhovnega doživljanja, ne, se pravi, predtem pač nemir, pol mir, ali... Točno, ko sem to odprl, ker je bila ta beseda dana, jaz sem se sam pač nasmehnil in odložil in bil v bistvu zelo miren. No, spet ta, ki sva prej že govorila, ko pride neki tazga, je mir in veselje in tako naprej. Nisem bil, hudo mi je bilo iz čustvenega vidika v smislu sodelavcev, ne, ker smo se imeli... Slabo novico spet sporočiti. Ja, ker smo se res dobro razumeli, no, tako, saj pač z večino, veliko večino. Ne. To mi ni bilo lahko, to ne moram reči, super, zdaj pa ne, pa pač neki novega, pa tako. No. Ampak vse to prevlada, to je, kaj tako zadane, no, to zadane. Jaz v tem vidim en pogum, ki po svoje pa tudi pameten še, zdaj pa še z drugega, pa z tretjega vidika pogledati, ti pa pač... Jaz sem pogledal, ignacijanski princip je zelo jasen, ne? Ja. Ti pogledaš pluse, minuse in racionalno gledano je bilo pri meni ustaneš v zavodu. Daj malo razlaš ta ignacijanski princip, v bistvu mogoče je jasen, komu mogoče pa komu ne. Torej rečem, pa koliko pa nekaj ponderiram tudi, ne? Ja. Torej kaj mi zdaj plača 0,0. A to je ignacijanski princip? Ja, seveda, da je nekaj lahko... Ja, mislim, ponderiral v smislu, lahko je, ne vem, delovni čas, je mogoče na občini zdaj bolj ugoden, ampak so pa tudi recimo bolj zahtevne stvari lahko, bolj ugoden v tem smislu, ker jaz na zavodu, to je ogromno prireditev, to so lahko v vsakem tednu 3-4 dogodki, popoldne, to pomeni si v službi, greš domov nekaj pojesti in priješ potem spet nazaj. Na dogodek. In si na dogodku lahko do 10 zvečer. In to, in zato sem prej rekel, če ne bi Kristina bila taka, kot je, in če je ne bi se, tisto, kar bom pol povedal, mogoče, če bo imela še čas z diakonatom, zgodilo, bi bilo to zelo težko. Ampak vseeno, časovno je vseeno zdaj boljša, zato ker zdaj imam pač odbore pa občinski svet in ni več teh prireditev. Ampak pač to je eden, torej, če gledam čas, je zdaj sigurno na občini imam plusa, in da minus na zid. Torej, če gledam odnose, mi je bil plus
spet Na odnosi zavodu, ja. na zavodu, napram pač na občini, ker sem jih poznal, pač vse sem jih poznal, ker sem bil pred tam 1 leto nekaj, ampak vseh pa ne. Potem, da tam je bil vidik, mi je bil pomemben, torej stik z delom, a ne? To pomeni, ko nekaj narediš, zadovoljstvo občanov plus, na občini pač minus, a ne? In vsi te, tako, ker sem potegnil črto, a ne? Jih dejansko sešteješ pol. Tako, in potem Meni sem se rekel, ta način odločanja še nikoli ni kaj dosti obrestoval, zato ker se pravi, da vsak delček odločitve v neke procente ali pa v neko vrednost spremeniš, ni klica od zadaj. No, zato pa je potem naslednji korak v tem Ignacijo, ne? Torej, ko daš pluse, minuse, pa to predaš Gospodu. Ja. In rečeš, Bog, jaz sem prišel s svojim razumom do tega spoznanja. No tako ja, razumski, ni pa duhovni. Tako, ta odločitev se mi zdi, pač podaril si mi razum, s svojim razumom sem prišel do tega. Če je to tvoja volja, te prosim za znamenje, da to potrdiš, a ne oziroma da uvržeš. Ali pa mi podari boljši razum. Tako, ja, ali pa to, točno to, ali da je pa malo bolj odpri oči, ali kaj, ne vem, nekaj narediti. A ne, saj marsikdo je že od tega, potem je pa prišel kakšen dogodek, ali je prišel kakšen človek, ki se je nekaj zgodil in evo, a ne, potem je bil pač to kot znamenje, a ne. Pač meni je znamenje mnogokrat Božja beseda, ki je v mojem primeru mnogokrat zelo konkretna. Ja. Zelo konkretna. No sej, tretja taka je pa stalni diakon. Ja. Tretji goreči grm. Tretji goreči grm, ja. Klic v stalni diakonat jaz nisem imel nikoli, torej, da ne bo pomote, tudi takrat, ko sem se odločil, da se pač poročiva, nisem niti razmišljal o tem. Nisem niti, v bistvu tako bom rekel, niti nisem vedel, da to obstaja, da je ta možnost. Se nisem zanimal, zame je bilo to ad acta. Jaz sem zelo človek, ki živi v trenutku, v tistem, kaj v tem ne razmišljam preveč vnaprej, niti ne v nazaj. Zdaj in tukaj. Ker je to edini trenutek, ki dejansko je. A ne, tisto, kar bo ni, tisto, kar je bilo, pa je že bilo. Ne. Tukaj, ker sem, to lahko naredim. V tem je kar velika svoboda najbrž, ne? Da ne obžaluješ preteklosti in da ne to je ponderiraš prihodnosti. Ne? To je super beseda. Jaz se počutim zelo svobodenga. Ne? Zelo svobodenga. Se mi zdi, da mi Gospod daje to svobodo. No? Torej, če mu sledim, če delam to, kar on želi, mi povrne v narekovajih sa svobodo, z mirom in veseljem. In zgodba diakonata se v bistvu, tako bom rekel, podoben, kakor je bila ta predajanja. Ne? Pri poročenosti in tako naprej, pri Kristini, mi je tako zelo lepo, ker je Gospod tako nežen. Ne? Gospod je nežen in vidi ne samo mene, ampak vidi celo sliko. In vidi Kristino. In najprej se je mogel dotakniti Kristine. To je tudi taka zelo lepa zgodba, malo daljša sicer, ampak če jo skrajšam, ne? Ona je bila v enem trenutku zelo v stiski. To pomeni, jaz veliko odsoten, kao prepoznavana, ne, ona pa nič, ne, sam doma, a ne sam za otroke, tudi pač stiska, ker so se veliko zbujali, pa ne da jaz sem tudi skrbel za njih, ogromno sva se pogovarjala, a ne da bi rekel, to pa zato, ker nista bila nad skupaj, to zato, ker nista bila na isti frekvenci, to zato, ker ne vem, psihološko nista bila, ni šansa, ne, midva sva ogromno, ker sva bila dosti komunikativna, veliko se pogovarjala. Ampak ona je pač bila v nekem obdobju zelo na tleh, celo tako avtodestruktivne misli imela in tako naprej o tem, da bo začela celo antidepresive imati in tako naprej. Pa jaz sem bil, se pravi, samo službo imel na rekovajih, samo to. Nisem bil aktiven še toliko v cerkvi. Pa je bilo že to vsak mesec, enkrat, dvakrat jabolko spora. Ne. Pa sem tudi velikrat rekel, ni problema, bom jaz ostal doma, pa ti delata, ne, tako. Ampak potem je bilo naslednji dan boljši in to je tako. Skratka, potem je bila ona na Glej luč, to je bil pač nek seminar za izlite Svetega Duha, kjer je pa ona doživela svoj goreči grm. Kjer je pa v nekem trenutku, torej na zadnjem srečanju, ko se je molila zanjo, je v bistvu fizično videla, imela podobo in začutila Božji dotik. Takrat je videla tudi ona in začutila, da je ljubljena hči in takrat se je v njo naselil neverjeten mir. Ona je postala druga oseba. To ne more, to jaz pričujem iz prve roke, ne? In vsakmu decu priporočam, da pošlje ženske, eca se ali pa kogarkoli pač na ta seminar, ker se res pač dogajajo čudeži na takih stvareh in za njo se je zgodil. Ona je začutila Božji dotik, ona je začutila, da Bog je in je začutila, da je Bog ljubi. In se je naselil v njo totalen mir. In jaz recimo zanimivo mi je bilo, potem torej poleg službe, ni bilo več niti potem še zdaj ne vem, torej v vseh teh letih, to je bilo pri njej leta 2012,
Torej v vseh teh letih ni bilo enkrat, da nikoli te ni, pa teh očitkov in tako naprej. Ker ona tudi ve, da to, kar meni ni za mene beg, jaz ne bežim od doma, ve, da sem rad doma, ve, da sem rad z otroki, ve, da sem rad z njo in nič od tega, kar je zunanje, ni za mene beg. Zdaj pa jaz grem ven zato, da se samo aktualiziram ali pa kaj taska, ker dobro ve, da bi rajš doma gledal snooker ali pa bejzbol ali pa karkoli, tako. In ko je za njo poskrbel, to mi je bilo fascinantno, je v meni začel recimo se prebujati klic da bi zbral skupaj može. In res, na Vrhniki smo se potem ustanovili može svetega Jožefa. Pri maši o 10:30, ki je bila družinska maša, se ni nič pel. Sem rekel, ni to žalostno. In sem potem naredil slajde, projekcije, tam bil spredaj, začel z otroškim zborčkom, ker otroškega zborčka ni bilo, sem bil jaz tam spredaj, igral kitaro, pa rekel, naj pride spredaj od otrok, kdor hoče. Pesmi so bile pa take zelo klasične, take še izdane, ki so kakšni rekli, to smo pa nazadnje v Stražišču slišali. Tako da je bilo, skratka, bil aktiven še bolj, še bolj odsoten v narekovajih, ampak nikoli ni bil problem. Se pravi, je bila neka harmonija, neko veselje med nama in ni bilo nobene težave. Če ne bi Gospod poskrbel za njo, se ne bi zgodil potem tudi z mano to, kar se je. In sicer 2013, enkrat februarja smo imeli z ŽPS neko duhovno obnovo. Vrhniško bil je gospod Štrukelj, imel je tam neka predavanja, tam v kapeli na Vrhniki. In v nekem trenutku, ko je bil odmor, je mene nekaj zadržali v tisti kapeli. Vsi so šli ven, pa jaz, ker drugače rad govorim, čakam in tako naprej, si ne bi predstavljal, da ne bi šel še jaz nekakšen piškot vzeti, če drugega, da imam vsaj kaj od tega. Ampak nekaj me je zadržali noter v tej kapeli, jaz tam sedim, nisem vedel zakaj. In meni od ne vem, še zmer, to je težko zdaj opredeliti, pride misel stalni diakon. Kako pa je to, vzamem telefon, začnem brskati, stalni diakon in pol tam malo berem, pa majko neke šole, pa 3/4, pa to, da si pol posvečena, pa klerik, pa tako naprej, pa rekel, kaj je zdaj to brez veze, kaj to berem, kar nekaj. In v tistem trenutku, ko jaz to berem o stalnem diakonatu, odpre vrata takratni kaplan Luka Demšar in reče, živijo stalni diakon. Je to kakšna skrita kamera, ima kakšno kamero, da je vedel, kaj sem zdaj bral. Ja. V glavnem, pa sem pa vprašal, rekel, ne vem, tudi on ni vedel. Kar prišlo je. Ja, to sem te mislil vprašati. Da ve, ni prej me tako pozdravil, ne pol, niti koga drugega. Tako prišlo mu je in je to rekel. Ne vem, ali je tako. Skratka, jaz to takrat pol povem spovedniku. In oče, sej veš, že kakšne take stvari si že, ti Bog govori prek Božje besede, odpri, pa mogoče pa bo kaj, In odprem Božjo besedo in na 5 mestih v Svetem pismu govori o diakonih, in meni se odpre ravno na mestu o diakonih, ko govori v apostolskih delih, mislim pa Pavel, pol tako naprej o diakonih. Sem rekel, pol je bila pa borba, pol je bila pa res taka mal borbe. To si naknadno ugotovil, da je samo 5 takih mest, ne? Ja, naknadno. Ampak si šel gledati, koliko je verjetnost. Ja, tako, nisem šel gledati verjetnosti, to už ti znal zračunati kot matematik. Ne vem, koliko je vseh besed v Svetem pismu, veš. Ja, tako da je bila taka, pravim, pol pa borba, se pravim, ta borba je bila pa tudi tako isto prek Božje besede, velikokrat prek Božje besede. Velikokrat sem pa slušal tudi tako, se spomnim, torej, že čez en mesec, torej aprila, je bilo teden za duhovne poklice, molitvena, in mene tako sem čutil vse 5 k maši, en četrtek, nisem hodil k maši med tednom nikoli, ampak tak klic vse, tak, da je 5 k maši, in grem k maši, in berilo je bilo o Filipu, kako je spremljal tam onega eunuha in kako mu je razlagal iz preroka Izaije, ki je tak meni tak ljub prerok in ga potem tam krsti. In potem se Filip znajde, ga Sveti Duh vzame in ga kar prestavi tam v neko drugo mesto. Jaz rekel, dobro, to je zanimiva beseda. In potem začne pa teden molitve za duhovne poklice in a veš, o čem začne brati duhov, o čem je bil takrat tekst? Pojma nimam. O stalnih diakonih, ker Filip je bil diakon in je bil potem cel tekst o stalnih diakonih. Jaz sem mislil, ne moram verjeti, grezno bi se. Ampak pa sem začel, da je Gospod, glej, jaz sem grešnik.
ne mene klele, kaj ne jaz. Tako v bistvu zelo grešnega sem se počutil, pa tako, da nisem vreden te službe. No. In potem enkrat čez kakšen teden, dva, ko boš bral Božjo besedo zvečer, boš dobil odgovor. In res, jaz takrat sem po vrst bral, pa se še zmer evangelije, odstavek in pride evangelij, ko je bil Jezus na čolnu s Petrom, in tam razlaga iz čolna, in potem pade Peter in reče, da je pejt od mene, ker sem grešen človek. Torej, to, kar sem jaz tistih 14 dni živel, sem dobil odgovor, ne, od zdaj naprej boš lovil ljudi. In potem, se pravi, je bilo še kar nekih takih zgodb, ampak pika na i, ta zadnja zgodba, ki je pač pa pol rekla, ok, tukaj sem, je bilo pa, to je pa moja zadnja bilka. Se rekel, takrat sem bil star 35 let, se rekel, da je gospod 36, da je gospod, da je bom, bom, sam ne še zdaj. Jaz sem še premlad, Dej, poglej, tam imaš, pa sem mu pa naštel, že tam v Fari, imamo par že teologov, ki jim ne bilo treba čez nobeno teh izobraževanj, ki sem jaz mogel iti, torej delati izpite, pa v glavnem študirati, pa tako naprej, torej, ker to, takrat je bil nek način, ki je bil za mene v tistem trenutku najboljši, torej KPŠ, obiskovati in potem še formacija. Torej, to je bilo vsak petek, je bil katehetsko-pastoralna šola, plus ob sobotah enkrat na mesecu v Nazarih je bilo še potem, v bistvu srečevanje formacija. Plus še 5 izpitov. Otroka smo še takrat Jerneja pričakovali. Se rekel, dej gospod, kasnej, tam ne imaš unga, ker so teologi, njim treba vsega tega, da čez. Snej bo. Pa pa kdo sem jaz, pa oni že vejo, znajo, pa jaz sem definitivno premlad, Daj me pol, ker bom 55, kolikor sem gledal takrat, po seznamu, to so bili starejši možakarji, Ja, tako, in to se mi zdelo super, gospod, kako si to dobro zrihtal, da grejo taki starejši, bom šel tudi jaz pola, ker zdaj sem jaz definitivno še premlad, Pa da ne govorim o tem, kaj pa še ena zgodba ločena o gradnji hiše, kaj pa tudi prek Božje besede in tako naprej bilo dano, da mi bo gospod sezidal hišo, ampak pusto. Skratka, in hiša, otroci, majhni otroci, služba, taka, dej, pust me, bom pol. Premlad sem še. In potem tako, nekaj časa jaz to jamram, pa nisem dobil nobenega feedbacka. 23. junija, pa tako, je bil, to je pred praznikom Janeza Krstnika, pa spet, zvečer, tako, ko bo šel kmaž, boš dobil odgovor, A to si slišal? Tako, začutil v duhu. Začutil si, da pejt kmaž, da boš dobil prav, tako, da te čaka kuverta. Mislim, tako nekako. In grem jaz res kmaž, preberem prvo berilo, ki pa je vedno 23. junija, se bere Jeremija, prvo poglavje, 1. do 4. vrstica, kjer je točno ta stavek. Gospod, pust me, ker sem še premlad. In potem njegov odgovor, nikar ne govori, da si premlad, kamor te pošljem, tja bo šel. Takrat sem se pa pol udal, ker to je bila tista zadnja bilka. Tako in potem sem pač stopil na to pot, ne iz neke, in pri meni nikoli tako, jaz pa bom to pa to delal, ali pa to velikrat se tako razmišljamo. Fino bi bilo sebe videti tam, ne? Ja, ali fino bilo, ali pa kaj boš, velikrat so me kaj pa delal kot stalni diakon. Prost, jaz ne vem. Mene je gospod poklical njega, vpraši, kaj bom delal čez toliko časa. Mene pust primer, jaz samo delam to, kar imam zdaj trenutno za delati, zdaj imam ta dekret in to je to. Nič drugega, Ali pa prej, še tega dekreta nisem niti vedel, kje bomo takrat, da bom se preselil. V glavnem, jaz nimam toliko tega, v smislu vizije strateško, tole pa boš. Zato imaš druge strokovnjake. Tako je. Konkretno enega. Jaz sem tukaj smo si pa različna, vidiš. Jaz pa živim od strateških načrtov velikrat. Vem. Tako da sva končno najdla eno stvar, po kateri se razlikuje. Čeprav bom rekel poklicno, da ne bo pomote, tudi jaz, definitivno gledam strateško. Kaj pa kako. Veliko strategij na občini spisanih za različna področja. Tako, in potem pač slediš, da ne definiraš cilje in tako naprej. Že od skavtov naprej. Vse to je super, pa hvala Bogu, ampak na tem področju, pa v vsakdanjem življenju, pa v tej komunikaciji z Bogom, pa v poslanstvu, pa tako naprej, pa ni strategije. Je pa samo ena strategija in to je tukaj sam. Razpoložljivost. Tako je, tukaj sem
Na voljo mi ni sem ti. jasen. Prej sva te, pri Danielu sva te ful hvalila, kako si ti na prvo besedo skočaš in da ti za to Bog daje. Ja. Tukaj si pa zdaj malo podrl ta mit. Ja, res je. Zdaj mi ni čist jasen, ker tudi sam si rekel na nek način, ja, jaz pol pač grem, ne? Tukaj si pa nisi to, zdaj, čem je fora tega? Poanta tega je bila čista, to je za mene bila tako dosta odgovornost, ne? Pa tudi še enkrat, ne? Vsi te občutki, ki si me prej sprašoval o občutkih, so bili tukaj veliko bolj intenzivni, ne? Veliko bolj intenzivni občutek nevrednosti, grešnosti, nepopolnosti, kar še vedno sem, ne? In zato je bila ta komunikacija bolj taka. No, se pravi, merilo ni beseda, koliko se natančno beseda ujema, ampak tvoji občutki ob tem, se pravi mir. Ja, tudi. A ne? Ampak zdaj sem se že, to je bilo takrat leta 2013, zdaj sem se že malo zvežbal. No, se glih to me zdaj zanima, zdaj greva na bistvo oddaje, čeprav so že dolga. Kako naj jaz kot posameznik te pristope uporabim? Vem, da niso čist ponovljivi, da ima vsak od nas svoje kanale, po katerem Bog govori, ampak vendarle, ne, ti si zelo na nek način vidva z Bogom sta zgradila en tak odnos, da se pogovarjata veliko in da tudi si ti pol poslušan in veliko tudi molaš, čeprav vem, veliko minut na dan, v bistvu relativno, saj ni tle veliko pa mala, ne, nek menih najbrž več mola, ampak kakor za družinskega očeta imam občutek, da veliko. Kaj od tega misliš, da lahko sami naredimo, kaj je pa milost? To je, na začetku sem že pač omenil, ne. Ta razpoložljivost, ne, pa nekdo reče, jaz bi tudi to imel, ali pa ne, kako pa, zakaj pa meni tako, ne govori. Ampak ključno vprašanje je to, a sem jaz pripravljen, če bom jaz kaj tazga slišal, to tudi narediti. Jaz sem. Torej, tukaj sem, ta razpoložljivost, to je osnova, to je to. Torej, moje predajanje Gospodu in popolno zaupanje. To je moje. To je moje. In še enkrat, prepričan sem, 100% roko dam v ogenj, Gospod bolj želi te povedati, kaj želi od tebe, kolikor ti želiš to slišati in izpolniti. Se pravi, osko grlo si ti, ne on. Ja, osko, definitivno si osko. In ko me sprašuješ pač o molitvi, pa tako naprej, jaz nisem tip, ki bi tako lučval te stvari. Ne? Za mene je komunikacija konstantna, ne? Tudi, ne vem, kaj se pelem, zdaj le, kaj tukaj se pogovarjava, ne? V meni pač duh moli, ne? Ali pa, ker sem šel, ni zdaj za mene, zdaj le bom pa molil, vzel rožen venc, pa bom... Ja, ni molitev digitalna spremenljivka, pa ni, ne? Ampak tako, je skos mal, ne? Lej, tako je, ne? Celo življenje je malo molitev. Celo življenje, jaz velikrat, pač moja glavna molitev je ali molitev srca, ne, v končni fazi, torej to, ta moj stavek, ne, ker je v bistvu tako, kot ta ruski romar, ne, varianta, torej Jezus, to moj stavek, ki ga velikrat ponavljam, je Jezus in ljubečega Boga, usmili se mene grešnika. To v bistvu res velikrat govorim, ne. Ali pa samo Jezus, ali pa molitve pač tako v jeziku, pač v duhu, a ne v jezikih. Se pravi, ena tehnika je tudi oblikovati si top 5, top 10 takih stavkov, ki jih pol, ko ni drugega, ponavljaš. Lej, definitivno. Tako še, in to si dobro rekel, osko grlo sem definitivno jaz, ne. In od mene je potem odvisno, koliko bom temu ali poslušan, ali pa ne poslušan. In zakaj bi nekomu dal, a ne neki rekel, da naredi to, če bom jaz vedel, da itak ne boš naredil. A ne? Daj vas zdaj pol testirati to. Recimo nekdo bi rekel, jaz molim, ampak molim že več let in na to temo se mi nič ne zgodi, nič, kar bi jaz prepoznal. Ti pa trdiš, da na drugi strani informacije so in grejo v smer od njega proti tebi in osko grlo je ta oseba, ki ne sliši že 10 let na neko temo. Ti bom povedal, veš, kaj sem omenjal prej, ko sem bil pač na duhovnih vajah v tišini, ne, za prepoznavanje klica. Ne. Jaz sem bil prve 4 dni zelo podoben, tako kot večina nas, ker smo nestrpni v odnosu do Boga, v smislu, daj že zdaj, ne mečkaš pa vnotreče, ali pa še to sploh ne. Molim pa ne vem, pa nič to ni, pa tako naprej, nič ne doživljam. In tako naprej. In jaz sem tudi takrat pričakoval, da bom jaz v parih dneh, da me so Gospod prikazal pa povedal, kaj želi od mene. Ne. In sem bil živčen, mislim pa tako, daj povej mi, a ne tako. In mi je takrat rekla, ker je bila pač ta duhovna spremljevalka, sestra Edita, rekla, lej, najprej, postan sam prijatelj z Jezusom. Samo ber, samo
lekcijo divina varianta, ne. Torej, samo preber, samo bod z njim. Druž se. Bože, samo druž se. In potem bo prišla tišina, bo prišlo to, kot ti bo dano, bo prišel človek, bo prišla beseda, bo prišla okoliščina, nekaj se bo zgodilo. Gospod ti bo nekaj dal, 100% ti bo dal, meni je dal, dvomam, da komu ne bo. Mogoče ne takrat, ko bi si nekdo želel. Ali pa prosto to, pač jaz vsak mu rečem, naj bo ta odnos čim bolj, da je čim bolj taka, ne, lej, Gospod ne vidim, daj povej mi. Prosim, odpri oči. Ja, iskren, ponižan. Reč, lej, ne vidim, oprosti, ne vidim znamenja, da si lahko prosim, malo bolj konkreten pri meni, ker res ne vidim. Ker Boga imamo malo za avtoriteto, ne moreš mu čisto vsega reči, ne? Zato se pa tudi pol rečemo, avtoriteti se pa velikokrat skrijejo. Zakaj? Zato, ker pol nam bo avtoriteta kaj naložila, da moraš kaj narediti. Ja, pa kaznovala pa tako. Pa kaznovala pa to. Ne, v redu, vzela ti bo. Ja, vzela ti bo, da mogoče ne moram gledati, ne vem, vseh frejmov O'Sullivana pa Bercela, ne, v snookerju, ampak mogoče pa sam 2 pa bom lahko pogledal, recimo, ne. Tako, ne, pač velika tu, kaj mi bo zdaj Bog vzel, če mi bo kaj vzel. Ja. Ampak ker smo slepi, ker ne vidimo, da nam hoče dati veselje, da nam hoče dati radost, nam hoče dati svobodo, nam hoče dati mir, predvsem pa hoče prek nas delovati, ker nima drugih roka, ne? On nima drugih ust kot mojih. Jaz sem ful hvaležen Primožu Megliču, ne kaplanu takrat na Vrhanki, zdaj pa je Sveta Helena Dolsko. Ja, da je bil zaupal mi in mi je rekel, lej, zaupam ti, da boš pridgal, pridgaj. Mej, pa mi je zaupal, ker je videl v meni očitno ta dar, da Gospod lahko uporabi moje usta. Ali pa zdajšnji župnik v Bevkah, Janez Učkon, da mi zaupa, da Gospod me uporablja za te stvari. Bogu hvala za take ljudi. No, in vsazga. Glih to me zdaj tudi zanima še proti koncu počas. To, da si stalni diakon, kaj zdaj počneš, kar drugač ne bi, recimo, ker prej si govoril o skupini mož, o zborčku, to bi lahko tudi kot laik delo, ne? Kaj je zdaj na nek način drugače, ali kako je tvoje zdaj zbližanje z Gospodom drugačno, ali kaj? Zbližanje z Gospodom ni pretirano drugačno, tako bom rekel. Zato, ker je še zmer ta osnova, ta temelj, tukaj sem, na voljo sem ti, je isti, Tudi zdaj imam dekreta, in če je dekret, je to, službo imaš tukaj. In jo imam zdaj dekret za Bevke, torej za župnijo, v kateri živim, in tam pač delujem v skladu s tem, kakor mi pač župnik dovoli, ker on je tam odgovoren, tako kot sem jaz za občino. Tako jaz pravim, ne moreš biti dober šef, če nisi dober delavec, torej oziroma ne moreš biti dober retorik, če nisi dober poslušalec. Torej, moraš znati dobro poslušati, moraš znati upoštevati in izvajati ukaze, če jih na drugi strani želiš tudi dajati in želiš, da ti pač sledijo. In tukaj je tako, pač meni je zelo dragocen gradna občestva, to zdaj tukaj čutam zelo močno. V Bevkah probam graditi, probam biti tisti povezovalni člen, probam pripeljati ljudi k Jezusu, torej ob 9 dopoldne ob nedeljah, mi župnik dovoli, da pridgam in tako počas rastemo. Ker moje pridge so malo bolj nekonvencionalne, niso tako teološko dovršene, ampak so bolj tako, se mi zdi. Povezovalne tudi. Mogoče, ja, en stran povezovalne, na drug stran pa tako, da skušam to, kar tam slišimo, približati temu, kar mi živimo. Ali čisto iz vsakdanjega življenja, iz vseh teh težav, ki jih imamo vsi, ki jih imam tudi jaz, ker ne živim idealistično in idealno življenje, ki se z ženo, glih 40, da so se tako na polno skregala z otroki, ki nimamo istih pogledov na kakšne stvari, kar mi je težko, kar težko nosim. Ampak so že tudi odrasli pri tebi? Ja, sej, ker so tako in pol. Koliko je? 5 jih je, ne? 5 jih je, ja. Spon je pa kaj od 20, ali koliko že se 22, 20, 18, 14, 10. Taka zanimiva. Tako in še enkrat, ni idealno, nikjer ni idealno, pač in je težko. In tukaj je pa moje pač vloga, kot diakona, mislim, ista kot kjerkoli očeta, tukaj ni razlike. Predajati svoje otroke in zaupati, Gospod, tvoji so. No, ampak na kakšen način zdaj vidiš to diakonsko službo kot
Kaj, to, da lahko pridgaš, ali to, da blagosloviš nek gasilski avto, tega prej ne bi mogel. A vidiš to na ravni dejavnosti, ali vidiš to na ravni vajnega odnosa z Bogom, ali sploh še ne vidiš, pa si pač sam zaupal? Tako kot se rekel, jaz sem samo zaupal. Meni bilo tam, tako, ker itak bi lahko različne službe dobil. Jaz bi šel lahko, ne vem, v neko vojsko, policijo, kot duhovna oskrba. Ali lahko sem tako, kot sem zdaj na župniji, lahko bi delal v Karitasu, kot ko, ampak zdaj, kot očitno me pač Gospod tukaj potrebuje in tukaj bom naredil vse, kar je v moji moči, najboljš, da bom pač res čim bolj, kako bi rekel, koristno orodje v njegovih rokah. Samo to. In če je to učenje veruka, ker imam pač prvi pa drugi razred, pa mi je težko, ker bi rad imel družinsko katehezo, ker vidim tukaj prihodnost, ampak sem poslušan župniku in če on hoče imeti tak, veruk, prav bi redo, pa bi imel tudi več razredov, predvsem so mi izziv starejši. Ampak poveš pa vse, najbrž tudi, da bi ti drugače. Seveda, jaz povem, se s tem nimam težav, povem, ampak sem poslušan. Če bo župnik rekel, tako bo pač tako, v redu. Podobno, kot kar pravim v službi. In nimaš težave z iskanjem smiselnosti svojega dela? Ne. Jaz pač v tistem, kar je, tako kot sem prej rekel, živim tisti trenutek, sem s prvim in drugim razredom in takrat hočem žareti za njih, da bojo tudi prek mene, ker se veš, zdaj so taki časi, da veliko ljudi je pač redko gre v cerkev in prvi stik ali pa edini stik cerkvijo sem jaz. In če bojo mene videli kot prijaznega, kot veselega, kot odrešenega, kot svetuga, bojo tudi Jezusa pa vero tako dojemali. Mečkan bolj, ker jaz jih imam pa ure. Vse pa itak so v medijih druge novice, ampak tukaj je živi stik in moram reči, da pač to zdaj tako, se mi zdi, da zelo lepo raste. Tudi ne vem, ker sem povabil pač postopoma, da imamo agape, torej po maši, da imamo druženje, kava, piškote, je zelo lepo, ali pa sami prinesajo, so res to, tem Bevčanom kapo dol, res to je, sami nosijo, to pomeni, prinesajo piškote, ali kaj za spiti, super, in se tam ustvarja neka skupnost, se družimo in držimo skupaj in to je to, kar verjamem. Ampak stalni diakoni bolj ali manj delujejo v svojih domačih župnijah, tam, kjer bivajo, Res je. V glavnem živijo tako. Ni tako, da so nekam poslani drugam, V glavnem v svojih župnijah, So pač v pomoč župnikov, Kako pa vidiš sistemsko to stalni diakonat v cerkvi na Slovenskem? To je pa zdaj, nočem se toliko s tem ukvarjati, zato ker se pravim, hočem biti razpoložljiv. So pa že pač neke tendence, tudi na Štajerskem vem, da je že par diakonov, ki so prevzeli župnije, torej so pač kot upravitelji župnije in pridejo potem duhovniki pač imeti sakrament Svete Evharistije, torej Sveto mašo ali pa spoved in tako naprej, medtem ko vse ostale stvari pač ureja stalni diakon. Se pravi, da se da, mislim, da dejansko ni treba, da je župnik upravitelj, ampak je lahko tudi diakon. Tukaj vidim eno od možnosti, da občestva, ta župnijska ostanejo, ker jaz imam še zmeri pa lahko, torej tu, če ni recimo med tednom duhovnika, imam lahko bogoslužje Božje besede, in tudi to smo že imeli kdaj in je čisto lepo, ljudje radi pridajo. Ni seveda to daritev svete maše, ampak se pa vsem gradi na nek način občestvo. Tako da je, tako kot se rekel, jaz sem tako hočem biti čim bolj tako poslušano, pa odprta, pa tudi tako na razpolago. Če je za pogreb, sem na razpolago. Če je za poroko, sem na razpolago. Če je za krst, sem na razpolago. Tako, tukaj sem, evo, porabite me. Tako da pa se pravi, in me povabijo, a bi ti poročal. Koliko si imel že porok? Zdaj je bila pač ena, je bila pred kratkim taka zelo lepa. Tako. To je to, ali pa za blagoslov hiše, recimo, tudi avta. Take stvari, pa jaz, ki pač imam dohodek reden, ne rabim nobenih drugih, Ja. A ja, cnej si. Nelojalna konkurenca. Ne, sej tukaj ni tarif, tukaj je tako prač prav, ker kašnil, koliko to stane. Meni se zdi, da je sad te tvoje drže tukaj sem tudi pogum. Kako ti gledaš na pogum v današnjem svetu, recimo pri sodelavcih, tvojih otrokih? Vsega zdaj pomalen. Zdaj, jaz se včasih malo jezim sam nase, da smo preveč samozavestne otroke vzgojili. Preveč pogumne. To mi je bilo pa zanimivo, zadnjič, ko so se pogovarjala. Tvoja hipoteza je bila, da zdaj, odkar imamo te bolj zakonske družinske terapeute, da otroke preveč hvalimo. Ja.
In da imajo posledično, v bistvu zdaj kar povezujem to, ja, preveč nekega nezdrave samozavesti oziroma premalo sfiltrirane mogoče samozavesti. Nekaj je ta filtrirana samozavest, druga je pa to, kar smo mi imeli mogoče v naša generacija, bolj neke ponižnosti. Ne? To je to pa se mi zdi eden od teh ključnih elementov, tudi o tem, kar sem govoril praktično se cel tale podcast. Ne? Jaz mislim, da za nek ta goreč grm moraš biti ponižena. Ne? Če ni ponižnosti, ne bo gorečega grma. Ne? Se pravi, otroci, ki jih preveč hvalimo, posledično ne slišijo gorečih grmov. Bojo jih slišali, ampak bojo mogoče šli čez kakšno preizkušnjo več, zato ker jih bo ta preizkušnja naučila neke ponižnosti. Ne? Zanimivo je tudi, da gre sta ponižnost pa pogum skupaj, ne? Ja, res je. Ne, pogum je jaz vidim zelo kot darno. Jaz sem v bistvu tisti, ki ga svojimi strahovi, predsodki in tako naprej omejujem. No. Mi je pa velikrat dan. Tudi pogum tega, da se pridemo pravičati ženi, ki je kakšno neumnost ušpičava. Ne. Kar se mi pa zdi, da ga veliko rabimo, ne, poguma v današnjem svetu, ker je zelo velikrat imaš dve poti, ne. Ena je tako go with the flow, ena je pa kontra toku, ne. Jaz sem slišal že toliko zgodb po podkupninah na raznih občinah in take stvari, da je teh skušnjav na takih pozicijah zelo veliko in se mi zdi, da se lahko, jaz ne vem, kako je to pri tebi, to se res nismo še enkoli pogovarjala, da se res lahko stalno odločaš za iti s tokom, pa še na boljš ali pa proti toku. Ne? Definitivno, mislim, tako bom rekel, možnosti bi sigurno bile, a ne? Mislim, tako, a ne, te korupcije po mojem na vsakem koraku. Jaz sem hvaležen, da sem s tem že zelo kmalu zaključil, pa se očitno to pol kar razve, ker že na začetku, ko sem bil na Brezovci, je prišel do mene, pa je rekel, tukaj je pa to, ki si mi neki zrihtu, sem rekel, sorry, jaz pa delam tukaj, a ne, imam plačo in ne rabam nič, a ne, sem čisto zadovoljen s tem, kar imam, pa on tako mene nekaj časa tako gleda malo, ne je verno, pa reče, pa vsi delamo za plačo, pa za denar. Sem rekel, ne. Meni je to isto. Meni je to. Hvala lepa, ampak nič rabam. In od takrat naprej ni bilo enkrat v vseh teh letih, da bi nekdo rekel, da mi to unotret pa. A ja, to skušnjav ni bilo toliko veliko? Ne, ni bilo, ker očitno pač, a veš. Se razve. Ali se razve, ali pa že enostavno daš. Ampak se dejansko ve, kateri ljudje so taki, da so propustni. Možno, ja. Vse, to je možno, definitivno. Zanimivo. Ne vem, jaz po moje že žarevam, kaj ta zgada, niti ljudem ne pade na pamet, da vem, kaj, ne vem, ali kaj jaz. To težko zdaj definiram, ampak jaz se pravim, razen tega na začetku, je bilo potem čist mera. No, ampak proti toku te še zmerom velikrat kliče, ne? Vse si že govoril. Vse te zgodbe so bile, ne? Mislim, definitivno je pogum ena od tistih lastnosti, no, pa pol pa moraš se pač odločiti. In pač nekaj pol zagrabati in to tudi delati. Ne? Ja. In ne cincati in tako naprej. Pač, ko enkrat pride pač neka odločitev, jaz sem tak, da pol zagrabam. Res kapo dol vsem, ki grejo proti toku zdaj, ne vem, ki bo razni tele pohodi in tako naprej. To se mi zdi ful dragoceno, pa kljub temu, da cel mainstream proti kontra govoriti resnico. Ne. Se v končni fazi tudi Jezus je govoril resnico, pa je bil zaradi tega, že prej Janez Krstnik ob glavo, zaradi resnice, pol tudi Jezus. Pač, ker velikrat je ta skušnjava, zdaj pa jaz sem neki sem, v smislu, zdaj sem pa stalni dijak, jaz pa neki sem dosegel in tako naprej. Pri meni nikoli ni bilo to. Jaz vedno te službe, ki jih imam, pa ne bo to zdaj direktor ali pa dijakon, jemljem absolutno kot služenje, ne kot neki zdaj pa to, ampak čistko služenje in sem posvečen, torej mi je, ker je škof molil nad mano, je molil za to, da pride Sveti Duh in mi je dal, in je takrat dobim tudi, torej sem usposobljen, me usposablja, to je znal stavek, da usposablja poklica. Ne pa kliče usposobljenih. Tako da ja, tako kot si rekel, na en stran ponižnost, ampak po drugi strani, kot je pa dano vedeti, kaj je Božja volja, pa ne odlašata, ne tako. Jaz sem malo odlašal zaradi tega, ker se mi je zdelo preveč, po pravici povem za diakona, ampak ne odlašal tako, pač v komunikaciji sem bil. Ne? Pa še enkrat, žena, tukaj tudi pri diakonu, je pa še toliko bolj dragocena, ne? Ker ona je pa, še enkrat, brez njene podpore, brez njenega suporta, jaz nič od tega ne bi mogel delati, ne? Hvala ti, Boštjan, in bodi tukaj še naprej. Tudi ti, tudi tebi želim, no? In vsem poslušalcem, no? Da so tukaj na voljo. Amen. Amen.